Dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljeni. Današnje razmišljanje sem pripravil ob 25. obletnici ustanovitve Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu, ki je bilo ustanovljeno 3 dni nazaj, 17. novembra 1998. leta, z željo, da bi uresničili željo Jezusa in Marije po posvetitvi in izročitvi njunima srcema. To je namreč najodličnejša oblika njunega češčenja, ki je utemeljeno v Svetem pismu, nauku Cerkve, razodetju svetnikov. Takrat je skupina 6 duhovnikov, redovnikov in ene laikinje prinesla škofom, ki jih je predstavljal nadškof Rode, prošnjo vlogo, da so kot odbor za posvetitev, da imajo veliko željo, da bi na poseben način pospeševali češčenje in posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu. Še posebej, ker se bliža 3. tisočletje našega življenja in bi bilo prav, da bi storili nekaj več, da bi čim več ljudi uresničevalo življenje iz posvetitve, tako med posamezniki, kot tudi v družinah, v župnijah, redovnih skupnostih, gibanjih in škofijah. Napisali so, da je v srcih Jezusa in Marije rešitev človeštva. Ta namen člani po predhodni pripravi, to smo vedno zelo poudarjali, vsako leto obnovijo posvetitev in izročitev obema srcema. Obhajajo prve petke in prve sobote, prejemajo zakramente, v juniju obiskujejo pobožnost vrtnic, ter se udeležujejo letnih shodov ob praznikih Jezusovega in Marijinega srca, ter si prizadevajo za oblikovanje svojih src po zgledu Božjega Sina in njegove matere. Na slovesni praznik Jezusovega srca beremo v mašnem hvalospevu: povzdignen na križ je sam sebe v neskončni ljubezni daroval za nas. Iz njegove prebodene strani je pritekla kri in voda, iz njegovega srca zakramenti Cerkve, da bi vse ljudi pritegnil k svojemu odprtemu srcu in bi znova in znova zajemali studence odrešenja. To je vsebinski posnetek vsega teološkega nauka in pobožnosti do Jezusovega, pa tudi do Marijinega srca. Razodetje neskončne Božje ljubezni, vir vseh zakramentov, skrivnostni magnet ali privlačna sila, ki priteguje vse ljudi. Skratka, studenec odrešenja. Bistvo posvetitve je v skladu s posvetitveno molitvijo zavestna in popolna odpoved grehu, zapeljivosti zla in hudemu duhu, ter nepreklicna podaritev Marijinemu srcu in po njem Jezusovemu srcu, kot odgovor na njuno ljubezen. S to posvetitvijo se zavestno obnovi in poglobi krstna posvetitev Bogu. Prav to, kar sem izgovarjal doslej, izgovarja duhovnik in starši pri krstu otroka. Pripadnost Jezusu, ki se je izvršila s krstom, moramo potrditi in jo na to vedno znova potrjevati z osebno odločitvijo zanj. To lahko napravimo tudi vsako leto s posvetitvijo ob prazniku Jezusovega in Marijinega srca. Nismo pa le Jezusovi, ampak tudi Marijini, saj je naša duhovna mati. Kdor se izroči Marijinemu srcu, ga ona izroči Jezusovemu srcu.
Ona je bližnica k Jezusu, srednica in priprošnica pri njem. Po Mariji k Jezusu je znano geslo. Zakaj govorimo o Jezusovem in Marijinem srcu? V Svetem pismu in v splošni govorici ljudi je srce osebno središče človeka in simbol njegove ljubezni. Ko govorimo o obeh srcih, mislimo zlasti na njuno ljubezen do nebeškega Očeta in do nas ljudi. Človeštvo bolj kot kdajkoli potrebuje Božje dobrote, ljubezni in usmiljenja. Prav tega smo deležni pri posvetitvi Jezusovemu in Marijinemu srcu in pri življenju iz te posvetitve. Podoba obeh src nam torej govori o njuni neizmerni ljubezni do ljudi, do vsake župnije, do vsake družine, do vsakega posameznika. Ker nas ljubita, hočeta rešiti človeštvo, ki je zašlo. Treba je verovati v njuno ljubezen in jima zaupati, ter se jima popolnoma izročiti. Prenovila bosta naša srca, pa tudi naše družine, našo mladino, naše župnije, naš narod in vso človeško družino. Tega so se dobro zavedali tudi zadnji papeži. Tako je že papež Leon XIII. 11. junija 1899. leta vso cerkev in ves svet posvetil Jezusovemu presvetemu srcu in priporočil moliti litanije presvetega srca Jezusovega. Slutil je svetovno katastrofo, revolucionarnih gibanj in prve svetovne vojne. To je dobro razumel papež Pij XII., ki je, žal šele sredi druge svetovne vojne, uresničil Marijino prošnjo, izrečeno po fatimski vitkini Luciji, že pri tretjem prikazanju v Fatimi 13. julija 1917. leta in ponovno 10. decembra 1925. leta, glede širjenja pobožnosti prvih sobot, ter vso cerkev in ves svet posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu 31. oktobra 1942. leta, sredi vojnih grozot in revolucij. To je dobro razumel tudi naš pokojni škof, svetniški škof Gregorij Rožman, ki je našo škofijo in vso Slovenijo posvetil Marijinemu srcu leta 30. maja leta 1943. To je predobro razumel tudi papež Janez Pavel II., ki je takšno posvetitev izvršil kar dvakrat. Prvič leta 1984, po kateri se je pričel rušiti berlinski zid in komunistična diktatura, ter v jubilejnem letu 2000, ko smo vstopili v novo tisočletje, da bi bilo bolj prijazno do človeka in človeštva kot 20. stoletje, v katerem so prevladovali trije strašni totalitarizmi. Čas, v katerem živimo, je zares težak. Zato nam je tudi Božja roka toliko bližja. Le prijeti moramo zanjo in se stisniti pod Marijin plašč. V ti dve najbolj ljubeči srci položimo, se jima posvetimo in izročimo najprej sami sebe, potem se naše drage, naše družine, naše otroke, našo mladino, naše župnije, našo domovino in končno v svet. Še posebej dežele, kjer divjajo vojne in so jih prizadele naravne nesreče, povodni, poplavi in drugo. Našo domovino posebej izročimo. Malo kdaj v zgodovini smo bili v tako nezavidljivem položaju, kot smo danes, ko nam vladajo v diktaturo usmerjeni ljudje. Iz naših src se zato dvigajo kriki ter goreče in zaupne prošnje za rešitev naše domovine, za dobre voditelje naše domovine
ter za prenovo Cerkve na Slovenskem. Naj nad nami, nad našo domovino in nad vsemi temi dogodki bedita presveti srci Jezusa in Marije. Amen.